Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, jaz mislim, da lahko začnemo, ker je kavarna polna in je naš gost presenečen. No, pa danes je pa res zelo polna, ne. Doktor Peter Čeferin, kot veste, zelo znan odvetnik, odvetniška družina, oče, pravnik, sinova sta pravnika, doktor Rok Čeferin je profesor prava oziroma se ukvarja s pravom človekovih pravic, ne. Drugi sin je tudi zelo znan in jaz mislim, da se našemu gostu kdaj zgodi takole na cesti, da za sabo sliši: to je pa oče od Aleksandra Čeferina. A se dogaja, ne? Ja. Še hčerko moram omeniti, ki pa ni v pravu, ne? Hčerka je pa izredna profesorica na fakulteti za arhitekturo. Tako, ena taka lepa družina. Zdaj te odvetniške zgodbe, a ne, sedanje, mogoče kažejo doktorja Čeferina v malo drugačni luči, zato bi opozorila na tisto njegovo vlogo v 80-ih letih, ko je naredil nekaj neverjetno pogumnega, da je odšel na Kosovo braniti rudarje, pa se vključiti v proces proti Vlasiju, ne. To je bil mislim, res herojsko dejanje, no? No, bilo je zanimivo, ne, če bo kdo hotel kaj o tem slišati, bom tudi povedal. Mogoče malo kasneje, ne, ampak to je velika reč, no, pa tudi vaši tele pro bono, a ne, za Rome, pa tako naprej, zastopanja, ne. To je tudi en širši pogled, kot ga mogoče imamo na odvetniške te procese, mislim, odvetnike, ki zastopajo znane osebe zdaj v zdajšnjem času, ne pa mogoče mečejo eno drugačno luč, kot bi vi želeli na vaše delo. No, luč bi morala biti vedno enaka, ne glede na to, koga zagovarjaš, ker pravica do obrambe je temeljna civilizacijska pravica in kam bi prišli, če bi si nasproti stala država, ki ima monopol nad fizičnim nasiljem in na drugi strani obdolženec sam, da ne bi bilo med tema dvema neenakima nasprotnikoma nobenega odbijača. Tako da enačenje odvetnika s klientom je zgrešena zadeva. Mi nikoli ne zagovarjamo kaznivega dejanja, ampak vedno samo človeka, ki je v postopku. Ja, to si moramo pravzaprav res zapomniti. Še toliko bi vas opozorila, ne, da pišete knjige o svojem življenju, pa o svojih odvetniških izkušnjah, ne, ampak to je literatura, ne. Jaz sem postal pisatelj pri 74, ne. 2012 je bila 45. obletnica naše pisarne in potem sem razmišljal o tem, a naredimo veselico ali pa napišem eno knjigo, ne. In potem sem se odločil za knjigo in glede na to, da je bila 45-letnica pisarne, sem napisal knjigo kratkih zgodb, in sicer 45 komadov za vsako leto eno. Potem sem pa dobil veselje in sem vsak let eno knjigo napisal, tako da zdaj jih je 5 izdanih, literarnih, poleg strokovnih. Poleg strokovnih, ne, ki jih je tudi kar veliko. Ja, da greva k našemu filmu. Kakšen je bil vaš prvi vtis, ko ste ga gledali? Ali vas je ta zgodba med protagonistama predvsem, ali vas je zapeljala ta sodniška zgodba? No, jaz moram reči, da me je ta film impresioniral po obeh plateh, ne. Gre za dve zgodbi, ki se
če mi dovolite. Ja, prosim, zato ste tukaj. Prepletata se dve zgodbi. Ne? Ena je sodni proces, druga pa ljubezen. Oziroma v prvi fazi bi rekel bolj enostranska zaljubljenost gospoda sodnika. V obeh zgodbah nastopa predsednik senata, gospod sodnik, kot v glavni vlogi. Ne? In gospod sodnik je, kot ste videli, strog do ljudi, ki jim sodi, do obtožencev, imenujejo ga 10+, kar sicer za mene ni največja sodnikova kvaliteta, ampak on izreka kazni daljše od 10 let. Po drugi strani pa je strog tudi do samega sebe, kljub temu, da ima gripo, da je hudo bolan, da mu zdravnik svetuje 3 dni ležanja ob povišani sobni temperaturi, da bi se bolj potil, da mu da injekcijo in tako naprej, on hoče na obravnavo. In gre seveda na obravnavo, vmes pa tudi jemlje zdravila. Kljub svoji strogosti, ne, pa je na nek način plašen, bi rekel. Ne, ker ko se zaljubi v anestezistko, lepo zdravnico, poznejšo porotnico in bi rad na večerji, ob večerji izpovedal ljubezen, da povabi še zdravnika, ki ga je operiral, in pa njegovo klepetavo ženo, kar precej skazi njegove namene. On sicer ne posluša, kaj se pogovarjajo, on samo zre vanjo in posluša vsako njeno besedo. Gospod doktor Čeferin, izvolite. Jaz vas bom prekinila. Ja? Prekinila vas bom iz tega razloga, ker nismo na sodišču, ampak smo tlele v kavarni. Ja. In vidim, da ste se res preveč pripravili. In ker vem, da je to vaša značilnost in ena osebna lastnost, pa tudi mogoče profesionalna, ne deformiranost, ampak profesionalnost visoka, vas bom poskusila v tehle papirjev in vas prosila, da jih obrnete in vas bom najprej vprašala. Ja, tako. Ja. Jaz sem tale film zdaj gledala tretjič, enkrat v dvorani, enkrat doma na videu, no in zdaj pa spet v dvorani. In sem pa res sledila temu vedenju. Ne. Ta film je dobil za scenarij v Benetkah nagrado, pa za glavno moško vlogo je Luc Quigny dobil nagrado. Sise Babette Knudsen je pa dobila Cezarja francoskega tudi za žensko glavno vlogo. No, ampak ta scenarij nima praznih mest. V bistvu je cela zgodba, vsak prizor, vsak dialog pravzaprav nadgradi, odpre nekaj novega. Tudi če misliš, da je nekaj prazno, naprimer prva scena, ko on pade, ne? Koliko že pove to, ker gre en par mimo, ne? Koliko že to pove o enem mestu, o eni klimi, v kakšni družbi živimo. Ne? Ta rokopis se mi zdi tako zelo pomemben. Ne? In a ste vi kako bi rekla, že na začetku filma stopili v te dve zgodbi? Ne? Ali ste začutili na osnovi tega scenarija, ne, da kam to pelje, ali vas je sproti presenečalo? Ker zdaj ste vi že to razlago že povedali tako kot za nazaj, ne? Ampak jaz bi pa rada od vas dobila tiste prve, kako ste doživljali film med gledanjem. No, kot je povedala gospa Helena, jaz pri svojih nastopih ne dopuščam improvizacije in se vedno temeljito pripravim, ker improvizacija kazenskega zagovornika, kjer nekomu grozi 30 let kazni, je katastrofa. Tudi v tem filmu nastopa zagovornik, ki 3/4 časa neprimerno opravlja svojo nalogo in ga seveda
gospod sodnik s protokolacijo ironizira, ne, češ s gospodom odvetnikom bomo pa občevali preko SMS-ov. Skratka, glede na to, da ste omenili profesionalnost, ne, moram reči, da sem se jaz za da sem vabilo za današnje sodelovanje prejel lansko leto. In sem si nabavil CD, ki sem ga 10-krat pogledal, preden sem prišel. In šele pri zadnjem ogledu sem se spomnil, da ima pravzaprav v trenutku, ko razveseli gospoda sodnika s svojo vrnitvijo v razpravno dvorano pri drugem sojenju, da je oblekla tisto bež obleko, ki jo je imela ob tisti ponesrečeni večerji. Ne. Skratka, ta film odpira milijon situacij, milijon razmišljanj. Dej, glede na to, da ne smem iz pripravljenega, pričakujem kakšno vprašanje. Ne? Ja. Najbrž je to, da niste opazili pravzaprav tega bistvenega elementa v zadnjem prizoru, ne? Ta element te obleke, ki je pravzaprav eno tako močno erotično sporočilo, ne? Je pa, mislim, zaradi tega, ker niste filma videli v kinu. Film sem videl tudi v kinu. Ampak, ko sem sprejel to nalogo, sem se začel na današnji dogodek pripravljati. Moram pa reči, da je pravzaprav... Kva sva začela? Ja, začela sva o tem gledanju v kinu ali pa na videu, ne, zaradi tega. Torej jaz nasprotujem praksi, ki je žal vse bolj pričujoča, ko ljudje na nekih majhnih ekranih gledajo filme. Za mene je film eno umetniško doživetje, enako kot gledališka predstava, in navdušuje me Kinodvor, ki je po mojem edino kinogledališče v državi. Ne? Ja, to pa res, ja. Večkrat je v tem filmu poudarjena ta teatralnost dogajanja na sodišču. No, preden govoriva o sodišču, ne, zdaj sem se spomnil, da kaj se hoče prej povedati. Namreč jaz dvomim, da bi ta gospod sodnik z gripo, tabletami, injekcijo in tako dalje speljal obravnavo tako, kot jo je speljal, če ne bi bila prisotna lepa porotnica. Ne? Jaz mislim, da ste verjetno tudi vsi opazili, da na koncu gripe nima več. Ne? Namast aspirina je bila ona. Ne? In na koncu poskuša celo ugajati, ne, s svojimi vprašanji, postaja duhovit, ne, rad bi vtis naredil na njo. Ne. In tako reče policistu, ali ste metali kovance, ko ste se odločali, katero izjavo sprejeti ali ne. Ne. Skratka, ona je silno pozitivna oseba, glede samega procesa, ne, ki ste me vprašali. Je pravzaprav enak vsem procesom. Jaz sem ob gledanju filma videl tudi našo razpravno dvorano. Ne. Seveda so razlike v vlogi porote in tako dalje. Razen tega je to filmski prikaz procesa. Ne. Sam kazenski proces, zlasti s stališča sodnika, ko odloča o krivdi, je filigranski proces. Ogromno drugih okoliščin mora analizirati, preden se odloči. S tem, da seveda pri nas so porotniki in poklicni sodniki izenačeni. Ne? Po svetu, v Franciji, odloča o krivdi porota, sodnik pa izreče sodbo, oziroma reče 5 dan, kot je v tem filmu rekel. Pri nas je pa glas porotnika in poklicnega sodnika enakovreden in pač večina odloči. Najprej glasujejo o krivdi, potem pa o kazni, če so se odločili za krivdo. Jaz mislim, da imamo tukaj med občinstvom enega porotnika. Sam, če ni odšel domov.
Po moje srce sodišča pa je. Ne, je rekel, da ga je prav to zanimala ta razlika, oziroma da je opazil to razliko med vlogo porote pri nas pa v Franciji. Ja, zdaj, če koga zanima, lahko povem razliko. Ja, prosim, ja, seveda nas zanima. Ja. V Franciji, kot ste videli, pa tudi po svetu, zlasti v Ameriki, številčna porota odloča o tem, ali je obtoženi kriv ali ni kriv. Ljudstvu je to prepuščeno. Sodnik pa pol odmeri kazni in tako naprej. V tem filmu, v francoski situaciji, sodi senat, ki ga sestavljajo predsednik senata, ne, napačno je prevedeno na več mestih predsednik sodišča, ne, to je predsednik senata, 2 poklicna sodnika in pa 6 sodnikov, porotnikov, laikov, s tem, da so 3 še v rezervi, če kdo manjka, in kar se tudi v tem filmu zgodi, in nadomestna porotnica vstopi. Ne. Pri nas je pa tako v kazenskih postopkih. Torej, bazo porotnikov predlaga občina oziroma te občinske organizacije, porotnike pa določi za okrožno sodišče, kjer se odvija gro najtežjih, največjih kazenskih obravnav, predsednik višjega sodišča in imenuje iz te baze porotnike za dobo 5 let. V kazenskih zadevah, kjer je zagrožena kazen do 3 leta zapora, sodi sodnik posameznik. V zadevah, kjer gre za kazniva dejanja, kjer je zagrožena kazen do 15 let zapora, sodi senat 3 sodnikov, 1 poklicni sodnik pa 2 porotnika. V najtežjih zadevah, kjer gre za kazniva dejanja, kjer je zagrožena kazen nad 15 let zapora, pa sodi veliki senat 5, 2 poklicna sodnika, od katerih je 1 predsednik senata in 3 sodniki porotniki. Zdaj, odvzem življenja, ne, torej odzeti nekoga, povzročiti smrt nekoga, to je po slovenskem kazenskemu zakoniku sankcionirano v 5 različnih oblikah kaznivega dejanja. In sicer, zdaj moram pa spet listek pogledati, je najprej uboj, ne, ker je določeno, kdor komu vzame življenje, se kaznuje z zaporom od 5 do 15 let. To kaznivo dejanje mora biti storjeno z naklepom, to se pravi, hočeš nekoga umoriti in se zavedaš svojega dejanja. Najhujša oblika je umor. Kdor koga umori s tem, da mu vzame življenje na grozovit ali zahrbten način in v drugih posebnih kvalifikacijskih primerih, se kaznuje z zaporom najmanj 15 let. Mi imamo zdaj najnovejšo populistično varianto naših politikov, da je najstrožja kazen 30 let, ne, kar je brez veze, ki je bilo tudi 20 let zadost. Potem imamo uboj na mah, to je najblažja oblika, kdor koga ubije na mah, ker ga je ta z napadom ali hudimi žalitvami tako razdražil, da je pač to storil. Se kaznuje z zaporom od 1 do 10 let, potem pa zadnja oblika je pa povzročitev smrti iz malomarnosti. To se pa nanaša na to filmsko zgodbo. Tukaj sta pa spet 2 varianti, če nekomu povzročiš smrt iz zavestne ali nezavestne malomarnosti. Iz zavestne malomarnosti je, če se je zavedal, da lahko stori dejanje, pa je lahkomiselno mislil, da se to ne bo zgodilo, ali pa iz nezavestne. Se ni zavedal, da lahko pride do take posledice, ampak bi se lahko iz osebnih lastnosti in drugih okoliščin primera lahko zavedal, da lahko pride do takih posledic. In jaz mislim, da je ta situacija v tem filmu. Tukaj govorijo o nezavednem umoru. Ne? Začel se je z zavednim umorom, pa nezavednim. Zdaj en podoben primer pravzaprav se je dogodil v Sloveniji. Ne? Nekaj podobnega se je zdaj zgodilo na Jesenicah, ne? Nekaj takega. Saj meni je šla ta nesrečna zgodba, o kateri rajš ne govorimo, ne? Ker je tako žalostna. Ampak
mi je bila ves čas nekako v glavi. Kot pravniku pa se mi zdi bistveno, zakaj je porota izrekla oprostilno sodbo. Izvedenec medicinske stroke, če ga citiram, je povedal, da ne more odgovoriti na vprašanje, ali je otrok umrl zaradi brca v glavo, ne more izključiti možnosti, da je otrok morda umrl zaradi intenzivnega odpiranja vrat, ki so morda zadela glavo otroka, lahko bi se otrok udaril tudi ob vogalu mize. Zdaj, moje mnenje, ne glede na odločitev, ki je padla na sodišču, otrok, 7-mesečno dete, nobene od teh aktivnosti ni moglo povzročiti. To se pravi, vse, kar je storil, je delal oče, obtoženi. On bi se moral zavedati, da gre za nežno bitje, krvko bitje in da ne smeš, tudi če loputaš vrata, da moraš paziti na to, da se kaj takega ne zgodi. Zato jaz mislim, da bi to lahko ocenili kot kaznivo dejanje povzročitve smrti iz nezavestne malomarnosti. Ampak policist je povedal, da je obtoženi večkrat spreminjal svoj zagovor in da so mu enkrat verjeli, enkrat ne, poleg tega pa je rekel, da so ga do 6 zjutraj zaslišvali, kar je katastrofa nekoga, ki je itak prizadet zaradi smrti otroka in tako naprej. No, potem se je izbudil zagovornik naenkrat. Ja, no, kakšen je bila pa ta zagovor? Očital, kako je mogoče, da so ga zaslišvali 7 ur toliko prizadetega človeka in tako naprej. Zlasti pa je poudaril, da iz tiste osebne izjave, ki je policija zapisala, ni besednjaka, ki ga uporablja obtoženi. Teoretično bi lahko se večkrat ponavlja v tem tekstu. Predsednik senata, ki je pa zdajle pa ga zapustila gripa, gleda ono lepotico, tudi meni je bila všeč zlasti, ki je igrala predsednico vlade v tisti nadaljevanki, fantastična ženska, je postal pa zelo duhovit in je rekel, kako to, da ste enkrat verjeli, enkrat pa ne, a ste metali kovance. In na koncu je rekel, kdo je bil tisti, ki je prvi omenil brcanje, on ali policija. Policist ni vedel in glede na klasično rimsko pravno načelo in dubio pro reo, to se pravi, da je treba v dvomu odločiti v korist obtoženega, je porota izrekla, ni kriv. In sodnik ga je poslal domov. A mislite, da se bo tožilec pritožil? Tožilci se običajno pritožijo, čeprav ta tožilec je bil predvsej nebogljen, se je ust ni odprl celo obravnavo. Na koncu je srečal sodnika enkrat izven obravnave, pa se mu je nekaj upravičeval, da bo eno pritožbo delal, da predkazenski postopek ni bil v redu, da policija ni dala. In suvereni gospod predsednik senata, sodnik pravi, je rekel, dajte vi svojo dolžnost narediti, jaz bom pa svojo. Skratka, lahko se bo pritožil kar tako, mislim, tožilci se pritožujejo recimo tudi zaradi tega, če v Sajtnikah 3 mesece pred začetkom sojenja piše, da je en kriv, mislim, morajo gledati na to, da so močni, popularni, aktivni, pa da se ne zamerijo politikom. Ja. Kako ste pa tega odvetnika, ste nekaj že povedali, odvetnik, ki je branil obtoženca, pravzaprav se ni vmešaval dolg časa, potem je imel pa eno parado. To je bilo pa res, jaz ne poznam tako, ne prisostvujem sojenjem in tako ne vem, kako to v resnici poteka, ampak dejansko se mi je zdel tak naštudiran nastop z dramaturgijo in vsem tem. Tukaj ste ga pa vi najbrž prečitali do obisti, a ne? No, mi v praksi tisto, kar je počenjal ta zagovornik, večino glavne obravnave imenujemo simultanka. Torej igraš šah z več nasprotniki. To je seveda nedopustno, neetično in tako naprej. Ko je pa nastopil, je bil pa seveda kazenski zagovornik, odvetnik, se morajo tudi malo teatra, kot ste videli, je malo dvignil glas, teatralno nastopil, občudoval je sam svoj glas, ki ga je slišal, in vsi so bili navdušeni v dvorani nad tem,
kar je povedal, ne, čeprav bi se od resnega zagovornika pričakovali, da ste bi že od vsega začetka sodeloval na obravnavi. Predvsem je pa pri obravnavi, kjer je v zraku kazen, kot je rekel gospod sodnik, 20 let zapora, nedopustno, da nisi ves čas navzoč v sodni dvorani. Kaj pa sam ta obramba, ne, da se je obesil pravzaprav na zapis, ker pač policist ni uporabil žargona, ki ga uporablja, ne, ta obdolženec. Glejte, temu se pri nas reče uradni zaznamek. Ne? Naloga policista je, da skrbno zapiše priporočam celo v prvi osebi, kaj dejansko osumljeni pove. Ne? In tekst, ki ga je on zapisal v tretji osebi, pa tisto, kar je uporabil teoretično lahko in tako naprej, to je bil besednjak, ki ni imel nobene zveze z obtožencem, ki še poklicne šole ni končal. Ne? In zagovornik je hotel prikazati, da mu policija, ne, ki je zelo vesela, če je uspešna, ne, če žrtev ujame, ne, skuša nekaj obesiti v smeri, da bi ga bilo lažje obsoditi. Ne. No, če bi vi bili v vlogi tega odvetnika, na kakšen način bi zagovarjali svojega klienta? Glejte, ta proces, ki je v filmu Gospod sodnik, je filmski. Ne? Mi smo slišali 2 stavka od vsake priče, mi smo slišali 2 stavka od vsakega izvedenca. Take obravnave trajajo 1 let, ne? Tako vsake 14 dni ena, kadar gre za tako huda kazniva dejanja. In seveda, zagovornik mora biti ves čas prisoten in z vprašanji pričam, izvedencem in tako dalje dosežeti tisto, kar želi. Ali oprostilno sodbo, ali pa, če to ni mogoče, vsaj najmilejšo sankcijo. Ne? To se pravi dvom, ne, mora zgoditi. Lahko povem, jaz sem sodeloval v enem procesu, ki je trajal 2 let. Ne? Noč so nastopali vsi možni izvedenci, ki so me do skrajnosti razočarali. Ne? In na koncu obravnave sem rekel, da so nesposobni, da so njihove metode iz kamene dobe, da tožilec skriva dokaze, da je sodni proces farsa. Ne? In so me denarno kaznovali pred 15 leti na najvišjo možno denarno kazen zaradi razžalitve sodišča, izvedencev, tožilstva in tako naprej. No, jaz sem uporabil vsa pravna sredstva, pa ne zato, kazen sem takoj plačal, ne? Ampak iz principa sem se pritoževal. Ne? No, in pred 8 leti sem vložil pritožbo še na Evropsko sodišče za človekove pravice, ne zato, da bi bila moja kakšna osebna pravica kršena, ampak s stališča, da če bodo odvetnike zastraševali z denarnimi kaznimi in drugimi sankcijami, potem se lahko zgodi, da postane obramba manj učinkovita. Ne? In prejšnji mesec sem dobil dopis od Evropskega sodišča za človekove pravice, naslovljen na vlado Republike Slovenije, iz katerega izhaja, da svetujejo državi Sloveniji, da se z mano poravna in mi da eno odškodnino, sicer bojo oni razsodili. Ne? To pa predvsem zaradi tega, ker se Evropsko sodišče bori proti zastraševalnemu efektu, ki ga lahko tak odnos povzroči pri odvetnikih, ker odvetnik ne sme biti prestrašen. Ne? Teoretična definicija kazenskega postopka, ki jo skozi ponavljam, pa bom pa nehal, Ne, sploh ne. Je, ne, da je kazenski postopek spopad med na eni strani enormno
močno državo, ki ima monopol nad fizičnim nasiljem, in na drugi strani med šibkim posameznikom, med njima je samo odbijač. In Evropsko sodišče odbijač, odvetnik. In Evropsko sodišče je reklo, odvetniku je dano, mora biti zagotovljeno, da v določenih situacijah, zlasti v kazenskih postopkih, kjer je zagrožena najhujša kazen, uporabi tudi krepkejše izraze. Zdaj pa čakamo, kaj bo. Samo, jaz sem vas hotela dati še eno možnost za dopolnitev tega, ker vem, da ste teoretsko tudi o neodvisnosti odvetniškega položaja, ne ste pisali, ne, vaši moja razprave. Moja doktorska disertacija ima naslov Poklicna neodvisnost odvetnika, nekoč in danes, posebej v Sloveniji. Ne. Za mene je tudi za sodnika, ne, pa za tožilca, da so najpomembnejše lastnosti tudi poklicni pogum. Mi smo zadnje čase priča sodbam, ko so človeka, ki je bil dolžan 124 evrov, samo prodali hišo na dražbi. Potem so me pa vprašali, kaj mislim o tem. Ne? V nedeljo bo v Mariborskem večeru objavljen intervju, kjer sem dal to izjavo. Ne? Da za mene, za sodnika ni dovolj, da pozna paragrafe, pa da je naredil pravno fakulteto. Ne? Sodnik mora biti razgledan človek, mora biti pošten človek, mora uporabljati pravila logičnega mišljenja, mora uporabljati preprost kmečki, zdrav razum in mora imeti ljudi rad. Tisti, ki dela v pravosodju, bodi si kot odvetnik, sodnik ali tožilec, mora biti dober človek. In pri tem sem obtožil tudi naše pravne fakultete, ne, in sem se vprašal, a obstaja kakšen učitelj prava na naših fakultetah, ki bi študentom, ki so zelo prizadevni, razložil, kaj je to poklicni pogum, da se moraš oglasiti takrat javno, kadar se je treba oglasiti in tako dalje. Sodnik mora imeti poklicni pogum, da izreče oprostilno sodbo, zlasti v sedanjih časih, kjer so vsi mediji, politika in ostali naperjeni na to, da je treba tiste, ki so kobajagi krivi za sedanjo gospodarsko, ekonomsko, socialno, moralno krizo, da jih je treba obsoditi tako v 14 dneh. Ne? Jaz ne nasprotujem temu, da se obsodi človeka, ki je storil kaznivo dejanje. Ampak naj bo to na podlagi poštenega sojenja. Definicija poštenega sojenja pa je, da je mogoče nekoga spoznati za krivega samo, če mu je izven vsakega razumnega dvoma dokazana krivda, dokazano dejanje. Ne samo dvoma sodnika, povprečnega človeka. To je definicija iz Sveta Evrope. Tožilec mora imeti pogum, da ko ugotovi, da je njegova obtožba brez podlage in tako naprej, kljub temu, da vsi kričijo, da je tega obsoditi, da obtožbo umakne. Odvetnik mora sprejeti obrambo tudi tistega, za katerega vsi vpijejo, da je kriv. Mora prevzeti obrambo tudi za tistega, za katerega ve, da bo vnaprej obsojen. In mora prevzeti zastopanje obrambo tudi tistega, ki je nasprotni vsakokratni politični opciji. Čeprav bo zaradi tega odvetnik nosil posledice. Ne bo dobil pavšalov od paradržavnih podjetij in tako dalje in tako dalje. To so vprašanja, ki so v zadnjem času hudo aktualna. Kaj pa recimo to, da sodišča, saj, kako bi rekla, v javnosti je vtis, da se sodišča tudi umikajo oziroma nočejo prevzemati odgovornosti in se recimo s temi proceduralnimi stvarmi več ukvarjajo kot z dejanskim
z dejanskim vprašanjem krivde in nekrivde, ampak se izmikajo in se procedura, da ni bila prava in tako naprej. In to gre na vseh stopnjah sodstva, to opažamo, do ustavnega sodišča. Ne? Ne da bi podvomili v sodbe, ki jih izreče ustavno sodišče. Prosim, ne tega čutiti v mojem vprašanju, ker sodbe so neoporečne. Ne? Ne, če ne bi vi dvomila, bi vam zameril. Takole je, to nagibanje k proceduralnosti, predvsem učitajo odvetnikom, da iščejo proceduralne napake, zaradi česar padajo sodbe. Postopek je ena izjemno pomembna zadeva. Ti moraš predpisati, kako bo potekal predkazenski postopek pred policijo, kako preiskovalni postopek, kako glavna obravnava. Če se ta pravila ne spoštujejo, pride do krivičnih sodb. Mi smo imeli nedavno eno izjemno zanimivo situacijo. Temeljno pravilo je, da ti ne smeš sodnik ne sme opreti svoje odločitve na dokaze, ki so bili nezakonito pridobljeni. Imeli smo primer, namreč pri nas se lahko uporabljajo prisluhi, to se pravi prisluškovanje telefonov in tako dalje, če je odredbo izdal preiskovalni sodnik. Če te odredbe ni izdal preiskovalni sodnik, potem je to zloraba in na take prisluhe, recimo, ki bi jih policija priskrbela brez odredbe preiskovalnega sodnika, se ne sme opreti sodbe. Mi smo se Slovenija, slovensko pravosodje, smo se v eni razvpiti zadevi odločili, da bomo uporabljali prisluhe, ki so bili pridobljeni v Srbiji, recimo. Tam ni potrebno, da odredi prisluškovanje preiskovalni sodnik. Tam o tem lahko odloča tudi tožilec ali pa šef policije ali kakorkoli. In sodnika, ki teh dokazov ni upošteval srbskih, ki je izločil nezakonito pridobljene dokaze, so na pranger nabeli in tako dalje in vprašanje, če bo naredil kakšno kariero navzgor. Še kdaj, čeprav je izkazal glede na pisanje medijev in stališča politike fantastičen poklicni pogum. Sodba je bila razveljavljena in zdaj bojo verjetno te obsojeni. Ne bom kaj to več govoril. Ampak zakaj je pomembno, da spoštujemo tudi predpise o vdoru v človekove osebnostne pravice? Če bomo dopustili tako prakso, da lahko vsak odloči o tem, komu se bo prisluškovalo, koga se bo opazovalo, koga se bo spremljalo, potem bomo prišli do tega, da bodo vas in mene že itak, prisluškovali in opazovali na nezakonit način. In zato se treba temu upreti. Zato očitek proceduralnih napak. Ja, ampak jaz razumem odvetnike, da iščejo vse, kar jim zakon omogoča, da pač zavarujejo svojega klienta. Jaz se sprašujem za sodišča, ki odločajo in se ne odločijo o krivdi, ampak odločijo o teh procedurah, no? Sodišče samo. Ne? Sodišče zmeram, če izreče sodbo, odloči tudi o krivdi, nekrivdi pa kazni. Ne? Ampak dolžnost sodišča je, da upošteva, ali je bil postopek. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Mi smo imeli nedavno eno serijo obsodilnih sodb po ekspresnem postopku in hvala Bogu je Vrhovno sodišče izreklo nekaj sodb, s katerimi je razveljavilo postopke in odredilo novo sojenje. Glejte, če je na en stran država, ki ima vojsko, policijo, sodnike, tožilce, vse živo, na drugi strani je pa en. Zdaj, a je baraba ali ni baraba, to prepuščam. Za mene ni, dokler ni pravnomočno obsojen.
A je narobe, če zavlačuje postopek, recimo, in pride do zastaranja? Ne, sploh ne, vas kako razumemo. more reči javno minister za pravosodje, da bodo letele glave, če bo zadeva ta in ta zastarala? Ne? Predsednik vlade bi ga moral odstaviti isti dan. Torej, a se pejmo pravo ali pa se pejmo auf Biks, ne? To. Jaz tukaj pozivam na kakšno vprašanje, ker ima gotovo kdo kakšno misel. Roko je dvignila Ja. ena od zadaj. Prosim. Pozdravljeni. Vesela sem, da se izteka ta naša lepa srečanja, iztekajo srečanja s tako zanimivim filmom, ki je sicer uradno, kot pravite, romantična komedija, ampak je tako prefinjeno, subtilno narejena ta ljubezenska zgodba, res nič ameriškega ni v tem filmu, kot je seveda tudi pravna zgodba, ki je okvir, pravniška, zgodba, ki je okvir tega filma drugačna od naših zgodb tukaj. Čeprav je tudi meni, tako kot vam, gospa Helena, ves čas, ko sem gledala film, hodil v glavo ta primer, ki se zdaj dogaja na Kranjskem sodišču, ki bo, kot pravi doktor Čeferin, trajal dolgo, ker pri nas ta sojenja trajajo neskončno dolgo, ni tako kot v Franciji v 3 dneh. In imela sem cel kup vprašanj, na katere sem zdaj že mal zaslutila odgovore, zato ne bom predolga. Bom skušala se spomniti 2, 3, ki se jih vidva še nista dotaknila. Prvi je, najbrž se boste tudi vi ostali spomnili, da je nedolgo tega pri nas postalo, kako se reče, dovoljeno, ali ne vem, kdo je to zahteval, ali so mediji, ali da se sodnike fotografira med razpravo, ne samo tik pred razpravo, po razpravi. In kot smo videli tukaj v Franciji, imajo še vedno risarje na sodišču, podobno vidimo tudi v ameriških filmih, se ne fotografira sodnikov, tožilcev, odvetniki bi si mogoče želeli biti bolj fotografirani, ampak v Ameriki in v Franciji zaenkrat rišejo še uradni risarji. Kaj meni doktor Čeferin o tej zgodbi? Ker nekateri mediji to zelo, bom rekla, kar zlorabljajo. Letajo po Ljubljani, Slovenija je majhna, za določenimi sodnicami in tožilci, tožilkami za odvetnike, ne vem, boste vi povedali, in jih fotografirajo, tudi če grejo samo po korenček na tržnico in jih potem v svojih medijih objavljajo, tako ali drugače in po možnosti s kakšnim provokativnim besedilom, ali pa če slika ni dovolj zgovorna, pa še kakšno fotomontažo prilimajo zraven. Skratka, zanima me vaše stališče do tega vprašanja. Drugo pa, zdaj ne vem več, ne bom znala obnoviti točno besed iz filma o pričakovanjih. Tam se je tudi govorilo o sodišču kot o teatru, o nastopanjih, to, kar ste tudi vi že malo omenili. Ampak nekje tam na sredini, ko govori, mislim, da poroti o pričakovanjih, kaj naj ne pričakujejo. Skratka, naj ne pričakujejo resnice. Jaz mislim, da smo vsi ljudje, ki nimamo dnevno opravka s sodišči, jaz sploh v življenju nisem imela, hvala Bogu, občutek, da imamo pravo in sodišče za to, da v primeru spora ali celo kriminalnih dejanj skušajo priti čim bližje resnici. Očitno pa je tako, da se na sodišču dogajajo dolge zgodbe boja med zagovorniki in tožilci, ki zasledujejo predvsem
zakonitost postopkov, tako kar je že gospa Kodrova prej nekaj govorila, in da jih navsezadnje nikogar ne zanima resnica, da o pravici sploh ne govorimo. Kaj menite o teh dveh vprašanjih, prosim? Hvala za vprašanje. Torej, jaz, ko sem gledal te risbe v filmu, so bile popolnoma take, kot bi bila fotografija. Torej, s tiste risbe je bilo natančno razvidno, zelo realistično, kdo je kdo. Po drugi strani je za sodnike značilno oziroma za njihov položaj, da jih spremlja popolna neodgovornost. Za ničesar ne odgovarja. Ti ne smeš in ne moreš klicati sodnika za napačno sodbo in tako naprej, zato obstoja inštanca in tako naprej. Jaz osebno pozdravljam, da se bo tudi sodnike slikali, fotografirali v bodoče. Glede vašega drugega vprašanja bi pa povedal, kaj se je zgodilo na grosupeljski sodniji. En kmet, ki je dobil vabilo na obravnavo, je prišel k sodniku, mu je pomolil vabilo pod nos in rekel, tole sem vam nazaj prinesel, ker pravice pa resnice itak ne. Sodnik je pa rekel, pravice in resnice lahko da ne, ampak en red pa mora biti. Ja, zame je bilo, pardon, sam to vmes, zame je bilo enkrat pravzaprav ena prelomna točka, ko sem pravzaprav sama spoznala, da pravica, pravičnost pa pravo, da sta to dve stvari, a ne. Resnica, pravo, pravičnost, da so to prvo. Ja, torej, to se pravi, Engels je rekel, da je pravo ogrodje države. Ne? Tako je, ja. Vse mora biti nekako predpisano v eni družbi in tako naprej. Sodnik mora spoštovati pravo, ampak intenzivno mora težiti tudi k pravičnosti. Ne? Zato sem govoril prej da ne sodnik uporablja tudi zdrav razum. Ne moreš ti za 100 evrov prodati hišo na dražbi, pa družino nagnati. Tudi če paragrafi tako pravijo. In zdaj razmišlja, pravosodni minister razmišlja o tem, da bi z zakonom omejil višino, do katere ne smeš rubiti hiše. Od 250 naprej pa, ne? Ja. Gospa, izvolite. Jaz sem pa prebrala vaše tele zgodbe, pravniške so me veselile, zlasti tista 45, bom se na tisto, zaradi tega, ker se mi zdel tako luštan en razvoj. Od tistih vaših začetkov pisarne do tega, kako je pač zdaj čist, bi rekla, v teh naših časih. Kar me je zelo razveselilo, je tisto, da sem opazila, da ste vi kot človek ohranil empatijo do tistega, ki je prišel k vam. Da ste vedno pravzaprav gledal tega človeka, k meni je prišel človek na posvet, po pomoč in jaz mu bom po svojih najboljših močeh pomagal. To me je tako razveselilo, ker sem pač rekla, pravniki so škrici in sem rekla, dobro, da obstaja en Prešeren, ki ni bil en pravniški škric, pa en gospod Čeferin. To me je tako razveselilo in sem pač rada te stvari prebrala. Zdaj vas pa sprašujem, kako svojo pisateljsko pot kanite naprej usmeriti. Kako? Pisateljsko pot, kako kanite naprej usmeriti. To me zanima, bolj pisateljsko kot z pravniškega. Ja, lejte, jaz sem odvetnik 50 let in sem približno 50.000 strank me je obiskalo v 50 letih. Poslušal sem zgodbe najrevnejših, najbogatejših, najbolj nesrečnih, srečni ne hodijo ponovadi k odvetnikom. In tega se je toliko nabralo, ne, v meni, ne, da je moral iti ven. In sem začel pisati pri zgoraj omenjeni letnici, ne,
In seveda pri tem neskončno uživam. S tem, da sem ugotovil, nekaj morda za nepoznavalce čudnega, da v nobeni literaturi ni mogoče najti tako šokantnih zgodb, kot se dogajajo v resničnem življenju. Jaz še zmeraj usta odprem od začudenja, ki mi kakšen kaj pove, tako nenavadnega, kar še nisem slišal. In čar mojega poklica je ta, da mi v 50 letih niti en dan ni bilo dolgčas. Drugač pa teh 5 zgodb, 5 knjig, 5 knjig kratkih zgodb sem napisal, jaz sem zadovoljen, da nisem doživel niti ene negativne kritike, da je večina razprodanih in verjetno sem zdaj začel še s čem drugim ukvarjati. Gospa, izvolite. Ja. Zadnjič, mogoče en teden nazaj, smo gledali na televiziji lahko film o postopku, procesu sojenja Martinu Uhrniku. To je tudi en tak primer slovenski. Kaj lahko komentirate? To, če ste mogoče poznate sigurno. No, ta primer Uhrnik je pravzaprav glavna ilustracija vseh, ki so se borili proti smrtni kazni. Ker če je izrečena smrtna kazen, je ni mogoče popraviti. Če je tudi dosmrtni zapor, je mogoče zadevo v navednicah popraviti z neko odškodnino in tako naprej. No in to je bil primer Uhrnik. On je bil po krivici obsojen na podlagi napačnih dokazov, napačne presoje in po 9 letih so se našli ljudje, ki so celo en od sodnikov, ki so mu bili pripravljeni pomagati, so zahtevali obnovo postopka in seveda, kaj mu zdaj pomeni, tudi če mu milijon dajo. Življenje ima uničeno, žena mu je umrla. En angleški sodnik je enkrat vzkliknil, ko je ena deklica tožila, ker je postala tetraplegik, vse bogatstvo Anglije ji ne more povrniti tistega, kar je izgubila. Zato je prav, da kazenske obravnave niso končane v 3 dneh. Prej ste rekli nekaj zelo lepega, da se vam zdi oziroma da veste, da morajo biti sodniki oziroma ljudje, ki delajo, tudi odvetniki, pa tudi tožilci, da morajo biti dobri ljudje. Pa sem se spomnila, nekje sem prebrala, ste o svojem očetu govorili, ste rekli, da je bil vaš oče pa človek edini na svetu, ki ni nikoli ničesar slabega o nikomur rekel. Se vas je to tako, to vas je vzgojilo? To me je zelo impresioniralo, ker tudi jaz nisem tak oče. Mislim, zelo mikavno je kaj upravljati, kaj govoriti čez koga, ampak dejansko sem ga pa občudoval zaradi tega, ker tudi če sem ga vprašal za konkretnega človeka, niti enkrat ni rekel žal besede o nikomer. Tudi o tistih, ki so mu škodovali. Ja, tudi jaz sem imela takega očeta. Ja, res. Sva srečna, ja. To pa res. Kako pa je bilo to prikazano v filmu, to upravljanje, pa te drobne zahrbtnosti, pa opaske v zakulisju, pa med temi akterji? Ja, lejte, to je vsakdanje življenje. Recimo na kliničnem centru se doktori tudi tako pogovarjajo na ta način. Da je Ungarjeva že kaj čaka v čakalnici groza, kako govorijo o bolezni, o smrti. V pravniškem svetu je tudi tako. Kle so mu učitelj, da ne skrivaj pije, da ga je žena vrgla iz hiše, da je bil pri prostitutkah, ko je padel po tleh, so rekli, da je pijan in tako naprej. Sreč, da je šel v žensko stranišče in da je to slišal.
In jim je razložil, da je iskal. Ne? Ja, na zelo fin način. Ne? Po drugi strani so se pa že veselili nadomestnega sodnika, ne? Mislim, ki bo nesposoben soditi. Ne? Glejte, to je človeško. Če ni, moje načelo je, če ne moreš pomagati, ne, nekomu vsaj ne mu škodovati. Ne? Ja. Lepo načelo. Cel ta film, ne, je tako, že prej na začetku smo rekli, ta scenarij je tako lepo grajen. Ena sama sekvenca je pravzaprav, ki se najprej zdi prazna, sama ilustracija, to je pa ta, in je tudi narejena sam na glasbo zmontiran, to je pa njen prihod, Ditin prihod v bolnico, ne, ko se ona spremeni v tega angela, ki rešuje življenja. Ne. To je ena sekvenca, ki ima samo glasbo in se nič ne zgodi in pravzaprav jaz sem pomislila, da je to malo tako zato, da bi razbil in šele potem v scenariju pride zgodba, da mi izvemo, da je on to doživel, ne, to reanimacijo, to se pravi prebujenje pravzaprav iz težke kome. Ta čudovita lirična glasba v obliki francoskega šansona, recimo, ne, spremlja več prizorov, tudi ljubezenskih prizorov, ko k njemu prihaja in tako dalje. Mislim, da je film perfektno narejen. Ja, res je odlična pisava, ne. Jaz sem recimo vsakič, ko sem na nov gledal, ne, da ne bi jake izpustil, ne, da se ne bi zgodilo, da danes ne bi vedel na kakšno vaše vprašanje odgovoriti, ne, sem vedno najdel ene nove, lirične, prelepe, ljubezenske sekvence. Ne. In ta človek 10+ ni več 10+, jaz mislim, da je 10-, ne, zaradi te ženske, ne, in zaradi čustev, ki so ga obvladovali. Ne. A to vi tudi na sodiščih opažate, recimo pri sodnikih, če veste kaj o njihovem privatnem življenju, pa so srečni, pa nesrečni, pa tako. A se to čuti pri njihovem delu tudi vi? Ja, lejte, jaz imam... Ker so ljudje. Jaz imam izkušnje, recimo, vse je tragično, ne, ampak pač glede na to, da ste me vprašali. Eni sodnici, ki je mater povozil avto do smrt, ne, se je zgodilo, da je bilo več kot 10+ pol v nadaljevanju. Ne. Če si ti osebno prizadet, je težko stopiti iz svoje kože. Če ti doživiš tragedijo. Bi morala se izločiti. Jaz vidim problem našega civilnega sodstva, recimo. Sodniki prisojajo zelo nizke odškodnine za izgubo roke, za trajne poškodbe in tako naprej, ampak ne vejo, kako je to, če to doživiš, ne. Pa tudi imajo, glede na nizke plače, čisto drugačne kriterije, k po svetu sodniki. Ne? Mnogo je elementov, ki vplivajo na odločitev sodnika in ti se težko znebiš osebne travme. Moraš biti zelo močan in zelo močan karakter, da odmisliš vse tisto, kar bi te lahko naredilo pristranskega. Ne? Nepristranskost, ne? Nepristranskost. Ampak nepristranskost je pa odvisna tudi od poklicnega poguma. Ne? A se boš ti bal, a boš napredoval, a boš postal višji sodnik, a bojo cajtniki grdo pisali, ali boš dosleden, ne glede na to, kakšne posledice, ampak boš pa imel globoko v sebi zadovoljstvo, da si ravnal pravilno. Ne? Ko ste šli na Kosovo, ste imeli potem to, občutili to zadovoljstvo? Ja, to je bil zadnji veliki politični proces pred razpadom Jugoslavije. Zdaj ne vem, jaz sem o tem dosti v intervjujih govoril. Če se vam zdi, da sem ponavljal, pa nam govoril več, če pa... Povejte nam tisto bistveno, kar ste doživeli. Pa lahko še kaj povem. Namreč, ta zgodba je pomembna tudi zaradi tega,
kar je bilo tudi danes v vprašanjih čutiti, ne? Vi ste rekli, odvetnik Čeferin je bil tam na Kosovo drugačen, ki je danes, ne? Ne, nisem rekla. V tem smislu. Rekla sem, da želim, da ima občinstvo širšo sliko. Ja. Namreč v zvezi s tem procesom se je zgodilo nekaj, kar predstavlja odvetništvo v popolnoma drugačni luči, kot o njem mislijo na splošno ljudstvo plebs. Tukaj je pokopan pošten fant, tukaj je pa pokopan odvetnik, recimo, v tem smislu. Zadnji politični proces v Kosovski Mitrovici zoper 19 starotrških rudarjev in Azema Vlasija se je izvršil na komando Slobodana Miloševića. Rudarji so zaradi neznosnih življenjskih razmer ostali enostavno v rudniku in niso hoteli ven. Ker so stavkali, kar je bilo takrat v Jugoslaviji dovoljeno, so jih obtožili rušenja državne ureditve Jugoslavije in za to dejanje je bila med drugim, torej zaradi stavke, zagrožena smrtna kazen. Tam so se zbrali odvetniki kosovski in tako naprej in takratna ZSMS je prosila profesor Bavcona, ki je bil predsednik sveta za varstvo človekovih pravic, če bi lahko naši odvetniki začeli zbirati denar za zagovornike rudarjev na Kosovo. Ker sem bil jaz član sveta za varstvo človekovih pravic takrat pred sedanjo državo, me je Bavcon poslal na pogovore z albanskimi odvetniki in oni so rekli, mi ne maramo nobenega denarja, mi hočemo, da 4 slovenski odvetniki pridejo dol in zagovarjajo. No in jaz sem šel na sejo Ljubljanskega območnega zbora v Union in sem imel s sabo 2 papirja. Na enem papirju je bilo napisano, naj se podpišejo tisti, ki so pripravljeni za nedoločen čas zapustiti svoje pisarne in iti brezplačno na Kosovo zagovarjati politične obtožence v političnem procesu. Drug papir je pa bil, spodaj podpisan in sem pripravljen na Kosovo odsotne odvetnike nadomeščati ves čas njihove odsotnosti v zadevah tukaj. In od 34 odvetnikov se jih je 13 javil. Torej tisti odvetniki, ki jim je samo za denar, da so pripravljeni na Kosovo za nedoločen čas, brezplačno zagovarjati rudarje in tako naprej. Vsi ostali so se pa podpisali, da so pripravljeni nadomeščati kolege. To je bil en čuden proces. Sreča je bila, da so bili tam novinarji iz vsega sveta. V tovarniški hali je bilo toliko nabito ljudi, da je, jaz sem gledal na tla, je tekla voda, kondens je tekel od potu, od strahu, od drena, od dihanja teh ljudi. Bili so obtoženci, zagovorniki, pazniki, člani UDBE, odvetniki in pa novinarji, kot sem rekel, iz vseh televizij Evrope in Amerike. Okrog so se pa seveda streljali, je bil štrajk, ni bilo prijetno. No in jaz sem vstal na začetku obravnave in sem rekel, druže predsedniče, a mi lahko poveste, koga zagovarjam. Namreč meni ni bilo dano, da bi se lahko pogovoril s klientom prej, kako se bova branila. To je bil tak šok za novinarje, da so vstali, leteli na telefone in čez pol ure so radijske postaje od Madrida do Tirane poročale, kakšna farsa je ta proces, nameščeni in tako naprej. No in po nekaj mesecih, jaz sem prepričan, da smo ravno zaradi prisotnosti medijev, da je dal Milošević ukaz, da naj jih oprostijo. Ja, to je bila udeleženci tega procesa so doživeli izjemno zanimive usode. Predsednik senata, torej najprej niso mogli dobiti sodnika, ki bi hotel soditi. Eni so šli v penzion, eni na bolniško, potem so pa najdli enega Turka, turške narodnosti sodnika, ki je takrat na Kosovo obsodil največ ljudi na smrtno kazen. Ampak pred začetkom procesa je prišel k njemu njegov sin in je rekel, poslušaj oče, če boš ti koga v tem procesu obsodil, mene ne boš nikoli več videl.
s tako travmo je šel ta soditi. Javni tožilec je bil romske narodnosti, ker so gledali, da ni ne Srb, ne Albanci. Njemu so obljubili mesto na vrhovnem državnem tožilstvu v Beogradu, če uspe. In ob koncu procesa, torej k sodniku se je sin vrnil, verjetno, tožilca je čez 3 mesece kap, čeprav je bil star 40 let. Ta glavnega odvetnika so pa kobajagi neznani storilci skupaj z obema sinovoma ustrelili na vratih njegove odvetniške pisarne. Zdaj pa, da ne bo vse tako tragično, pa še nekaj hecega povedali za konc. Mene so povabili albanski odvetniki na večerjo in so mi hoteli me posebej počastiti z eno jedjo, ki jo Albanci servirajo častnemu gostu. In so mi dali na mizo eno jagenčkovo glavo, ki je bila na poseben način preparirana. Lahko da je bila zelo okusna, ampak ker sem jaz not ugreznil, je meni ta sprednji zob not ustal. In potem sem imel luknjo v zobeh in sem rekel, gospodje, jaz jutri ne grem na obravnavo. Tukaj so televizije vsega sveta, jaz v prvi vrst pa luknjo boš. Pa so rekli, Petre, pa idi, pa sem rekel, pa ne grem, pa spet idi. Pa je rekel, pa slušaj, Petre, i prije nisi bio neki Claire Gable. Pa sem pa šel. Jaz mislim, da ne moramo lepše končati kot s tole anekdoto, ki je zelo lepa. Jaz bom še nekaj o filmu čisto malega povedala, pa se navezuje na tole. Ta sodnik se imenuje, njegov priimek je Racine. Racine je pa francoski dramatik iz 17. stoletja. Značilnost njegove dramatike je, da tako piše v učbenikih, da prikazuje like ljudi takšnih, kot bi morali biti, ne takšnih, kot so. Skratka, mislim, da se tole vedenje, ta podatek navezuje na vse skupaj, kar smo zdaj slišali. Jaz vam želim še lepo pomlad, dolge in lepe in krasne počitnice, magar s kakšnim filmom Po zvezdami ali pa s kakšno knjigo. Tudi mogoče, kaj s vem, na misel mi je prišla ena pasaža iz Thomasa Manna o času iz Čarobne gore, o času, kako različno hitro mineva. Tako jaz upam, da vam bo dolgo trajal ta čas in da bo na koncu se vam zdelo, da je hitro minil. Lepe počitnice, hvala, dr. Čeferin.